Matej, Iztok, se slišimo? Vse, ja. Tamle dol nekje sta. Med tokratno trojico ima samo trak 4-kolesni pogon, zato sem edini, ki se je uspel pripeljati tako visoko na Velebit. Krasno. Če si ga želite ali pa menite, da ga potrebujete, je med temi tremi edina izbira. Ampak Trax ni pravi terenec. Štirikolesni pogon je namenjen le bolj varni vožnji v slabih razmerah, celo pri Chevroletu pravijo tako, ali pa da se ne boste sprednji dve kolesi ves čas vrteli v prazno, ko se boste vozili po takšnem makadamu. Pogon zadnjih koles se vklopi samodejno, ko sprednji dve zdrsneta. To pa je na področju terenskih vrlin tudi vse. No, še ta pomočnik pri spuščanju po klancu navzdol je serijski, ampak ga verjetno nikoli ne boste potrebovali. Večina kupcev si niti ne bo umislila takšne štirikolesno gnane različice, ker je 2000 dražja in ker so vam takšni avtomobili všeč predvsem zaradi visokega sedenja. Je pa zanimivo, da je dvokolesno gnani Captur 3 cm višji od takšnega Traxa s štirikolesnim pogonom. Sicer pa 2008 in Captur nista edina dva tekmeca temu avtomobilu, celo v lastni hiši imajo enega, Opla Mokka. Trax je nekoliko cenejši, pa sploh ne nujno poceni. Takšen z opremo LT deluje precej nastopaško, zlasti zaradi kopice kroma tamle zunaj in zaradi 18-palčnih platišč, v kombinaciji z dizelskim motorjem pa je cena nanesla na dobrih 23 000 evrov. To pa ni več malo, ne? Mi je pa všeč, da lahko poleg zadnjih dveh zložim tudi sprednje naslonjala, če bi želel peljati kakšen dolg predmet. Položaj za volanom je dober, ni pa odličen. Predvsem bi bil lahko volan manjši in tile merilniki mi tudi niso najbolj simpatični. Je pa to bolj osebna kritika in ne toliko tehtna zamera. Odlagališče je veliko, fin je tudi ta zaslon, ki ima menije celo v slovenskem jeziku. Preko sistema MyLink lahko z avtomobilom povežete svoj pametni telefon in potem spremljate navigacijo kar preko tega zaslona, če jo seveda imate. Precej zanimivo. Manj zanimiv pa se mi zdi motor, oziroma manj prijeten, ker je preglasen. Kljub prenovam in izboljšavam je ta 1,7-litrski turbodizelski motor v osnovi že precej star, zato ni tako prepričljiv kot večina novejših. Poleg glasnosti je težava tudi, da se prebudi dokaj pozno, malce pod 2000 vrtljaji, kar pomeni, da speljevanje v klanec zahteva precej dodanega plina, se motor hitro ugasne. Je pa dovolj zmogljiv, ker ima skoraj 100 kW moči, dosem pa je porabil manj kot 6 litrov. Je pa isto, ko in Mateju lahko žal, da nimate štirikolesnega pogona in da se ne morate peljati po tej krasni cesti. Je pa verjetno moje uživanje malce drugačno od uživanja povprečnega lastnika, ki bo gledal samo ta razgled. Meni je pa všeč, da se ESP sistem da povsem izključiti in je potem vožnja lahko kar zabavna. Koliko je pač lahko zabavna v takem tipu avtomobila. Še ročno je navadno in lahko malo zdrsno. Recimo takole. Torej, če poleg višjega sedenja res potrebujete še štirikolesni pogon, ampak le za kakšen makadam, potem je Trax dobra izbira. Tudi pelje se dokaj dobro, kar pri takšnih avtomobilih sploh ni samoumevno. Če pa štirikolesnega pogona ne potrebujete, pa raje vzemite dvokolesno gnanega, ker je obračalni krog pri tem prevelik. Aja, pa edini sem brez navigacije. Še dobro, da imam Garmina. Da se ne bom izgubil nazaj na poti do kampa Jardin. Vi ga verjetno poznate, ker je baje 80% vseh gostov iz Slovenije. Gremo.